Spet je ponedeljek in spet je tu čas za športno debato na strani delo.si. Z menoj v studiu je Eduardo Brozović, naš specialist za košarko. Lep pozdrav, Edo. Pozdravljam. Jaz sem Miha Hočevar, urednik športne redakcije Dela. Kot že povedano, govorila bova o košarki, o nekdanjem ponosu ljubljanskega športa in slovenske košarke Union Olimpiji. Včeraj brez službe ostal trener Sašo Filipovski. Bilo to pričakovano po porazu z Mariborom? Ja, pri Olimpiji, glede na dogodke zadnjega desetletja, ni več presenečen. Nekoliko je ta poteza bila samo v nasprotju z letošnjo strategijo Union Olimpije, ki je postavljala v ospredje bolj finančno sanacijo kluba kot športne rezultate. Zato smo pričakovali, da bodo po vseh teh dogodkih zadnjih mesecev, odhajanju igralcev, popuščanju tudi pri drugih kriznih trenutkih, da bodo stisnili zobe še kakšen teden in dokončali konec sezone in se potem šele lotili reorganizacije. Pa kaj misliš, kaj je recimo Sodu izbilo dno? Koliko je to sploh odgovoren in kriv Filipovski za trenutni padec rezultatov? Sodu je dno sigurno izbilo sicer dno poraz z Mariborčani, drugič zapored v nekaj tednih. Prvega so se pripisali nekemu naključju, drugi je pač toliko bolj boleč in je prizadel ne samo klubsko vodstvo, mislim, da je celo bolj njegov poteza, bolj posledica revolta in razočaranja mož v ozadju, se pravi pokroviteljev, mestnih oblasti in tudi številnih nekaterih bivših košarkarjev in drugih ljudi v ozadju, ki so malo pritisnili klubsko vodstvo. Seveda pa Filipovski ni edini krivec. Najlažje pa je trenerja odstaviti. Lažje, kakor zamenjati polovico ekipe ali spreminjati strategijo en teden pred koncem prvenstva. Najbrž ni prav dobro, če se v take odločitve potem vmešavajo pokrovitelji in ljudje iz ozadja. Kaj to pomeni za prihodnost neke Olimpije, ki visi na nitki že kar nekaj časa? Glavni problem Olimpije ni samo to, da ima preveč stricev iz ozadja, kar pravim, ampak da nima moža v spredju, ker zadnja leta zaradi finančne negotovosti se v celoti podreja nekomu omledovanju pokroviteljev. Vemo, da koliko predsednikov, direktorjev in trenerjev je zamenjala Union Olimpija v zadnjih letih, da nima izoblikovane strategije. In potem, ko nimaš denarja, ko nimaš strategije in živiš iz rok v usta, je pač si toliko bolj ranljiv in vsaka beseda nezadovoljnega pokrovitelja ima toliko večji vpliv. Zakaj pa recimo te pokrovitelji potem ne ponudijo nekega močnega človeka, neko močno osebnost, da bi prevzel recimo to vodilno funkcijo? Župan Zoran Janković je v pogovoru za Delo pred časom že dejal, da problem ne samo Union Olimpije, ampak tudi drugih ljubljanskih klubov je, da nimajo pravih predsednikov, da nimajo mož iz ljubljanskega gospodarstva. Že takrat je bil predsednik Jani Möderndorfer, ki je še vedno predsednik. Zakaj se na glavni sedež Olimpije nasede nek človek z vizijo, z močjo? Je zadeva tako recimo zavožena, zapletena, da nihče noče vzeti gnidlega jabolka? Zapletena so razmere v celotni Sloveniji. Vprašanje je, koliko je sploh takšnih ljudi, ki so pripravljeni prevzeti takšno vlogo, tudi v teoriji, tudi če Olimpija ne bi bila tako zadolžena in s tako sporno zgodovino, kakor ima zadnja leta. Mislim, da v gospodarstvu in nasploh v športu so v zadnjih letih nastale neke druge vrednote, ki so mogoče, za katere je gospod Janković mogoče na katere nostalgičen. Mislim, da pa v zadnjem desetletju praktično na nobenem področju športa ni ljudi, ki bi bili pripravljeni prevzeti tako odgovorno nalogo, praktično sanirati klub, zagotoviti približno 5 milijonov letno proračuna za celotno delovanje kluba. To je v teh časih izjemno trd oreh in vsako leto je težje. No, v časih krize, ko ni denarja, se vsi zanesejo bolj na recimo lastno proizvodnjo igralcev, na mlade moči. Pod Filipovskim se je nekako to že kazalo, so bolj mladi prihajajo v spredje. Kaj zdaj ta njegova odstavitev pomeni za ta načrt? Vprašanje je, kaj bi se pomenilo tudi, če tudi ne bi odstavili Filipovskega, ker te mladi fanti, ki jih je Union Olimpija lani pripeljala v Stožice, zanje imamo občutek, da so bolj prišli za eno leto, da bi se naredili ime,
pokazali Evropi in se potem prodali. Tudi to je eden od problemov Olimpije. Včasih so se fantje želeli priti Olimpijo, da bi se do konca videli naučili košarki, potem se prodali vrhunske euroligaške klube. Danes je želja klubov, da bi z nekih manjših slovenskih sredin se samo pokazali Olimpiji z nekimi individualnimi predstavami občasnimi, samo pozorili na svoj talent in se potem čim prej prodali v tujino. S tem hkrati ne razvijajo svojega talenta, do konca odidejo v tujino prezgodaj, premalo izoblikovani, kar se čuti na njihove nadaljevanje kariere. Posledice pa čuti tudi Union Olimpija, ker te fantje postavljajo v spredje ne interese kluba, ampak njihove lastne interese. Zato se bojim poletja, kaj bo, potem ko so Olimpija celotno sezono potrdila uveljavljanje mladih fantov, Jake Blažiča, Klemna Prepeliča, Alena Omića in drugih, se lahko zgodi, da bo te fantje poleti spet šli in da bi Olimpija morala začeti znova. Hkrati pa še bolj se bojim, da za njimi, temi fanti, ni takojšnjih talentov, ki bi lahko vrli takoj ogenj. Lestvica ambicij se po tekmovanjih recimo niža skozi leta. Nekoč je bila pač Euroliga glavni cilj in rdeča nit Olimpije. Za to sezono so rekli, da bodo se posvetili Ligi ABA in temu, da bi ohranili mesto v Euroligi, pa se to ni zgodilo. Zdaj že pod vprašanjem malo da ne nastopanja v regionalni ligi je že državno prvenstvo preveč za nekdanjega velikana. Ja, žal, včasih so bili cilji celo tako visoki, da so segali do finalnega turnirja Eurolige. Res, da so se na evropski sceni razmere tako spremenile in veliki klubi tako dodatno vlagajo v svoje ekipe, da ta cilj tedanji je zdaj nerealen. Lahko pa potem s časoma je Union Olimpija žal izgubljala korak, njeni težave so postale vse hujše in zadnja leta je bilo celo nerealno, da je Union Olimpija igrala v tej Evropski ligi. Pač je bila najmanj slaba med slovenskimi klubami, zato se je nekako prebila v Euroligo. Če je bila Krka le malo bolj ambiciozna, bi zagotovo spodrinila že v prejšnjih 3 letih. Zdaj, ko se je novi sistem uvrščanja v evropske tekmovanja, pri katerih odloča samo uvrščanje v Ligi ABA, se bojim pa, da bodo to vedno težje, ker ti v Srbiji, na Hrvaškem in še marsikje drugje gledajo na košarko malo bolj ambiciozno, drugače kot v Sloveniji. In lahko se zgodi, da bo ta obrnjena piramida, da bo zdaj vrhunec sezone Liga ABA ali celo državno prvenstvo, da bo spremenila celotno delovanje kluba. Kajti ne smemo pozabiti, da so mladi fantje zadnjih 20 let z veseljem hodili v Ljubljano, zato da so se uveljavljali v Euroligi. Liga ABA ali celo pokal Euro Challenge ali Evropski pokal zagotovo niso takšen magnet. Kaj je boljše za prihodnost Olimpije, da ULEP recimo da Olimpiji neko povabilo v Evropski pokal ali pusti, da se zadeva poruši do tal in zgradi iz nične naprej? Ja, to je seveda stvar analize široke. Predvsem je treba vedeti, kakšne sploh izhodišče za naslednjo sezono. Pogovarjal sem se z večjimi dobrimi poznavalci Union Olimpije, ki so tudi delovali klubu in večina jih je mnenja, da je Olimpija v takšnem položaju, da bi bolj koristila, da ne bi silila v Evropski pokal za vsako ceno, ampak da bi si vzela leto, 2 časa, da bi se in poslovno, organizacijsko in kadrovsko na novo oblikovala, si postavili čvrste temelje. To seveda ne pomeni porušiti vse, kar je bilo do zdaj zgrajeno, treba je vzeti zdravo jedro in ga nadgraditi. Vprašanje je zdaj, koliko je to možno v slovenskih zdajšnjih razmerah, kajti če eno leto ali 2 izpadeš iz odra, tako lahko hitro pozabijo na te pokrovitelji in marsikdo drug in težko je potem zagnati iz ničle vse skupaj. Ima sploh še smisel, da Olimpija igra v Novih Stožicah, bi se lahko preselila v Tivoliju, še kakšno manjšo dvorano glede na to situacijo? Če vzamemo zgolj športni interes, bi gotovo bilo vzdušje bolj vroče, bolj domače za Olimpijino ekipo. V Tivoliju, recimo v mali dvorani, čeprav bo zdaj po prenovi, bo še manjša. Seveda pa s tem zgubijo smisel Stožice. Vemo, koliko je ravno pokroviteljem in mestnim oblastem pomenila gradnja Stožic, koliko so vložili pred 2 letoma v ekipo, da je dosegala zelo lepo
za lepe rezultate Eurolige. Žal je bil pa to enkratni vložek. Potem so pozabili, da mora ta in klub in dvorana živeti več let, vsako leto. Se pa strinjam, da pa so te stavžice v zdajšnjih razmerah prevelike in celo niso nobečem prednost domačega igrišča. Da ne bova recimo preveč črnogleda, kakšen je pa najboljši možni scenarij po tvoji oceni? Olimpija že v 90-ih letih je doživljala podobne krize, pa potem išla iz tega ven močnejša kot kadarkoli. Je to sploh še možno? Možno je seveda vse. Ne? Pri Olimpiji, če se spomnimo, malo starejši, je že bila v podobni krizi, kako je postala slovenski prvak in to bistveno slabši konkurenci, kar je zdaj razočarali, izgubljali tekmo za tekmo v Evropskem pokalu, že naslednje leto se je vrstila na finalni turnir Eurolige. Upam predvsem, da bo ta letošnji šok malo zbudil in klubsko vodstvo in ljudi okoli kluba, da se bodo ekspresno organizirali. Sezona je bo kmalu konec, lahko se še zgodi čudež, lahko se Olimpija še uvrsti v Ligo ABA in teoretično z neko animacijo okolja sestavi ambiciozno ekipo, ki bi naslednji sezoni, recimo, če bi dobila vabilo za nastop v Evropskem pokalu, se podala v to tekmovanje z resnimi ambicijami, da bi ga mogoče celo osvojila ali se uvrstila med najboljšo četverico. To bi imelo smisel. Tekmovati samo zaradi tekmovanja na evropski sceni, ki ne bi pritegnilo samo po sebi neke pozornosti in javnosti in medijev in pokrovitev, bi bilo pa prešljivo. Upam pa tudi, da bo tole evropsko prvenstvo, ki prihaja jeseni, prineslo neko novo energijo in nek nov zagon na slovensko košarkarsko sceno, ki je bila zadnja 3 leta preveč posvečena in usmerjena v organizacijo in probleme organizacije evropskega prvenstva. Na vse drugo smo malo pozabili. Po evropskem prvenstvu pa mislim, da bi bil čas, da bi se spet začeli pogovarjati o košarki. In da se reši bazo, da ne bo potem prepozno. Prepozno še ni, je pa že zelo pozno. Pustiva čas v čas glede zdravljenja teh simptomov. Kaj pa zaključek državnega prvenstva? Kaj ti napoveduješ, kdo bo najboljši? Na papirju in po pokazanih predstavah zadnjih tednov je vsekakor prvi favorit Krka. Ima zelo dobro oblikovano ekipo, izkušene igralce. In zdaj ravno pred začetkom končnice so Novomeščani dopolnili moštvo, vrnili so se poškodovani košarkarji. In mislim, da bo zelo težko preprečiti, da bi Krka, da ne bi vnovič osvojila državnega naslova. Za Union Olimpijo prihajajo velike težave, če ne bo osvojila drugega mesta v državnem prvenstvu, ne samo, da je grozi izguba ABE, ampak tudi, da jo čaka nov dvoboj z Mariborom, vsekakor to čaka, ampak brez prednosti domačega igrišča. Lahko se torej zgodi, da se Olimpija ne bo uvrstila niti v finale državnega prvenstva, s čimer bi, čeprav se to zelo grdo sliši, do Mariborčanov, ki igrajo zelo dobro in si povsem zaslužijo letošnje uspehe. Vprašanje je zdaj, koliko bi s tem celotna slovenska košarka s tem dobila ali izgubila. 4. mesto pa seveda še odprto, jutri bo o tem odločala tekma Helios Zlatorog. No, naj zmaga najboljši, recimo, pa tudi naj se tale naša Union Olimpija pobere, ker brez nje bo slovenska košarkarska scena vsekakor osiromašena. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala.